večera drobesa temo, sem dal jim roko, da mi božajo njo, ko kaplje deževne pojijo zemljo, izbirajo z ustom poljube za njo. Žarkom sem pustil telo, na zlati se postelji ljubil za njo. Večerne zvonove prelil sem srci, da bijejo njej, ki ne morem brez nje. Spoštovane in cenjeni zasavke in zasavci. Ponovno vam izrekam dobrodošlico na prireditvi Zasavc leta. Veseli smo, da ste svoj čas namenili nocojšnjemu druženju. V imenu uredništva spletnega časopisa Savus velja poseben pozdrav nominirankam in nominirancem za zasavko in zasavca leta 2024. Maji Gerčer, Alenki Knez, Eleonori Kramar, Timoteju Funklu, Simonu Lasu in Juretu Toriju. Vsak od nominirancev je na svojem področju izjemen, odličen, poseben in uspešen. Dva od njih bosta postala zasavka in zasavc leta 2024. Nekdanje zasavce leta, nekateri bodo imeli danes tudi nekaj dela, bo posebej pozdravila podpredsednica upravnega odbora Akademije zasavc leta. Meni pa dovolite, da v naši družbi posebej pozdravim podpredsednika Državnega sveta Republike Slovenije in župana Zagorja Matjaža Švagana. Župana Hrastnika Marka Funkla. Podžupanjo Trbovelj Vesno Jesih. Ter poslanca Teodorja Uraniča in Soniboja Knežaka. Toplo pozdravljeni tudi vsi, ki cenite zasavsko odličnost in ste danes med nami. Danes bo naša prireditev v kulturnem delu obarvana s posebno glasbo, tisto, ki jo ustvarja eden današnjih nominirancev, Jure Tori. Pela jo bo odlična pevka Nika Zore, ki z Juretom redno nastopa. Prepričani smo, da bomo danes ponosni, ker smo zasavci.
Živimo sredi Slovenije, Zasavje je lepo in Zasavci smo uspešni na veliko področjih življenja in dela. Za začetek letošnje razglasitve Zasavca leta 2024 pa predajam besedo podpredsednici Upravnega odbora Akademije Zasavc leta Metki Podpečan. Dober večer in lepo pozdravljeni v imenu Akademije Zasavc leta. Zasavju ne manjka odličnosti in ljudi, ki s svojim delom premikajo meje, tako v Sloveniji, kot tudi po svetu. Današnja Zasavka in Zasavc leta 2024 se bosta pridružila dosedanjim 13 odličnim imenom. Med nami še posebej z veseljem pozdravljam dosedanje Zasavce leta, ki so se nam danes uspeli pridružiti. Andreja Božiča, Simona Tanška, doktorico Mašo Jazbec, Tomaža Berginca, Vlada Poredoša ter doktorico Špelo Režun in doktorja Uroša Ocepka, ki bosta tudi današnja slavnostna govornika. Ostali Zasavci leta so se nam zaradi takšnih ali drugačnih razlogov opravičili. Naziv Zasavka leta in Zasavc leta od lani namreč podeljujemo oba naslova. So vsakokrat nominirani odlični kandidati, od katerih si naziv vsak po svoje resnično zasluži. Tako je tudi tokrat. Zato iskrene čestitke vsem nominirancem za njihovo izjemno delo. Upravni odbor Akademije Zasavc leta je, podobno kot vsa leta, imel težko delo. Med izjemnimi dosežki Zasavk in Zasavcev v letu 2024 izbrati imena, ki si zaslužijo kandidaturo. Bivšim Zasavkam in Zasavcem leta smo v odločanje ponudili po 6 imen žensk in moških. Ti so izbrali po 3 nominirance. Upam, da so se vsi skupaj dobro odločili. Ob tej priložnosti bi se rada iskreno zahvalila tudi duši in srcu te prireditve in izbora, ki skupaj s sodelavci opravlja ogromno delo. Glavnemu prisavusu Marku Planincu. Drage obiskovalke, in obiskovalci, Zasavci preteklih let in drugi cenjeni gostje. Hvala, da z nami praznujete zasavsko odličnost. Zdaj pa na oder prijazno vabim župana občine Zagorje, gostiteljice današnje prireditve Matjaža Švagana, da spregovori nekaj pozdravnih besed. Izvolite, gospod župan. Človek se ne rodiš, človek postaneš. Spoštovani gospod Marko Planinc, oče Zasavca leta, že desetletje v zasavskem prostoru s svojimi sodelavkami in sodelavci, spoštovana poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije, spoštovani župan občine Hrastnik, podžupanja občine Trbovlje, spoštovane nominiranke in nominiranci, spoštovani dosedanji nagrajenci, lepo pozdravljeni v občini Zagorje ob Savi, pozdrav pa tudi vsem gostom, ki ste se danes udeležili prireditve Zasavka leta 2024. Ko smo uvodoma omenili te besede o človeku, lahko rečem, da je danes prireditev, ko govorimo o ljudeh, ki vejo, kdo so, kaj želijo in dajo svojo energijo za okolje, v katerem živijo, kajti en sam
ne more biti uspešen, lahko pa smo vsi skupaj. Lahko je biti drevo brez korenin, ki te nosi po vodi, med sabo podiraš vse, kar obstaja, težje je pa tisto, kar delate vi in ste ustvarjali v zasavski regiji, in to je tudi naš ponos in zahvala z moje strani. Jaz želim, da rečemo danes, da so vsi, ki so nominirani, že zmagovalci. In hvala in poklon vam, da ustvarjate in delate tisto, kar dela tudi ponos občini Zagorje in vsem zasavskim občinam. Imamo razloge za to. Včasih se mogoče preveč zapiramo v 3 lokalne skupnosti, ampak pod črto imamo svoj ponos, vemo, kje so naše korenine, kje je naša sedanjost in kje je naša prihodnost. In kot župan občine Zagorje ob Savi vam že naprej čestitam, želim vse dobro in naj ta pozitivna energija gre z današnje prireditve tudi do prihodne prireditve in hvala, ker ste prišli in hvala vsem, ker ste. Brez vas ne bi bilo tudi uspešnih županov. Hvala in srečno.
češnjav cvet. Ona je sanjala širni svet. Poln otrok. Ko dobro so sanje se zdule se, pojavil se je on. Utrgal je češnjev cvet, uničil širni svet. Ostale so le sledi, z njimi očešni. In majhen topel dom, in mrzla Savica. Tisočkrat si prosila ga, tisočkrat si rodila ga. Šel je stran, daleč stran. Nekam drugam. Zdaj bolne otroške oči zrejo tvoj obraz. Na svetu nikogar ni, ki nudil biti nam. Ostale so le sledi, z njimi očešni. In majhen topel dom, je mrzla Savica. So sanje se zule se, pojavil se je on. Utrgal je češnjav cvet, uničil širni svet. Ostale so le sledi, z njimi očešni. In majhen topel dom, je mrzla Savica. Hvala Juretu Toriju in Niki Zore. Prehajamo k predstavitvi nominirank in nominirancev za Zasavko in Zasavca leta 2024. Širši izbor nominirancev zanje je opravil Upravni odbor Akademije Zasavc leta. Ožji izbor po 3 nominirancev med Zasavkami in Zasavci pa so opravili dosedanji Zasavci leta. Vsi letošnji nominiranci bodo prejeli lepo oblikovana priznanja, ročno delo steklarskega mojstra Rada Kališnika. Napise je v les vgravirala Regina Brečko Bukovec. Vsi nominiranci bodo prejeli tudi poseben iskalnik Čipolo in cvetje cvetličarne Pegan iz Kisovca. Vsakega nominiranca bomo povabili na oder in ga predstavili s kratkim intervjujem. Ne smemo pa pozabiti tudi tistih, ki so zaupali našemu projektu. Prireditev Zasavc leta 2024 so podprli Občina Zagorje ob Savi, Eti iz Lake, Občina Hrastnik, Občina Trbovlje, Hilman Zagorje, Skiti Kisovec, Devesoft Trbovlje, Spektar Trbovlje, Jeger Zagorje, Čipolo Trbovlje, Cvetličarna Pegan Kisovec in Delavski dom Zagorje. V imenu organizatorja Zavoda Savus se vsem iskreno zahvaljujemo. Nominiranke in nominirance bomo predstavili po abecednem vrstnem redu. Danes bodo imeli prednost gospodje. Prvi nominiranec za Zasavca leta 2024 je Timotej Funkal. Maja 2024 je prejel slovenski naziv najprostovoljec, zaposlen v javni upravi za leto 2023, ki ga podeljuje Slovenska filantropija.
Dolan, ki deluje na različnih področjih družbenega življenja v kraju in širšem prostoru, je zaposlen na policijski postaji Trbovlje kot višji policist kriminalist. Že v pionirskih letih se je pridružil gasilskim vrstam. 11. leto je predsednik Gasilske zveze Hrastnik, ob tem pa organizira in vodi tabor gasilske mladine. Aktiven je tudi v lovski družini Dol pri Hrastniku. Sodeluje tudi pri organizaciji miklavževanja z brezplačno obdaritvijo okoli 200 otrok na Dolu pri Hrastniku in pri vsakoletni organizaciji srečanja pripadnikov Zveze združenj borcev za vrednote NOB in Združenja Sever na Kopitniku. Sodeloval je pri odpravi posledic poplav v svoji občini in drugod. Obsežno delo in ustvarjanje, predvsem pa številne prostovoljske ure, zahtevajo veliko prostega časa. V letu 2023 je opravil več kot 880 ur prostovoljnega dela. S Timotejem Funklom se bo pogovarjal novinar Marko Planinc. Lep dober večer še v mojem imenu. Najprej povem, da se bomo s Timotejem tikala, ker sva oba z Dola, ker se že dolgo poznava in ker bi mi bilo nerodno, če bi se srečala po tej prireditvi, pa bi mi zameril, da ga vikam in mi ne bi dal za špricer. Ne zamerite tudi, če ga bom poklical Timi, ker tako ga kličemo na Dolu. Najprej vprašanje, ki je najbolj logično, seveda. Vsi tule v dvorani smo navajeni, da policisti ponavadi jemljajo, dajo kakšne položnice ali pa kaj podobnega, ampak glavno so pa tisti, ki jemljajo. Ti si policist, zakaj ti v življenju veliko več daješ, kot pa jemlješ? Ja, ne vem, življenje te nekako pripelje do tega, da razmišljaš v večjih okvirih. No, saj mene je tako, tudi kot vrstam policije sem se pridružil z namenom, da nekako pomagam tudi ljudem na drugačen način. Prostovoljstvo je pa tisto, ko gre iz mehkih nog, tako da nekako sem tako odrastel, ne znam povedati. Kaj človek počne, da dobi priznanje, kot je najprostovoljec leta v Sloveniji? Ja, to je pa vsakodnevno delo na področju pomoči ljudem, tako kot je bilo že v sami predstavitvi povedano. Jaz bi rekel, vsakodnevno se nekje najdem v neki organizaciji, da pomagam, da se vključujem v delo, da delamo za dobrobit tako posameznikov, kakor tudi družbene skupnosti. Slišali smo 880 ur prostovoljnega dela v enem letu, to je bilo za leto 2023, imaš podatke tudi za 2024? Nisem tudi pogledal, bi rekel, pri gasilcih imamo dejansko, vodimo to evidenco, tam je točno napisano, kar se tiče pa vseh ostalih organizacij, je pa tako, pa ni to zabeleženo, moraš pa pol malo je res pobrskati po spominu, po kakih zapiskih, kdaj, kje, kaj se je dogajalo, tako da verjetno pa nekje v isti meri. Ampak, da se razumemo, to je 2 uri pa pol na dan, ne? Vse dni v letu. Lepo, veliko. Ali se gasilec rodiš, postaneš ali te prepričajo? Vsakdo ima nekje svoje razloge. Nekdo se gasilstvu pridruči iz same tradicije, če so tvoji predniki že bili gasilci, drugi sledijo nekemu vzgledu po svojih prijateljih, nekateri sledijo vzgledu, kaj gasilstvo pomeni, tako da se rodiš in postaneš, čisto odvisno nekje, iz kje črpaš to svojo idejo. Kaj je najbolj naporno delo? Gašenje je verjetno tako in tako naporno, ampak kaj pa nošenje koledarjev za novo leto? No, tukaj pa mene ni zraven, sem se pa nekako od tega dela distanciral,
ker se veste, vedno pridejo kakšni zlobni jeziki, pa bi tisto, smo prej na začetku govorili, ne, ja, policist, pa koledarji, pa to, usluge, pa gor, pa dol, tako da tam sem se pa raje izključil, da ne bi slučajno kdaj kaj prišel tazga. Si kdaj igral Miklavža? Kako? Miklavža si kdaj igral? Ne, nisem ga igral, sem pa bil tam zraven njega, ja, sigurno. Kaj pa župnika? To pa. To vem, ne, ker midva sva tudi kompanjona v društvu copaterjev na Dolu. Kako pa to, da si postal copater, to te je žena prisilila? Ne, ženo sem mogel prost, če se lahko pridružim, da mi je mogla podpisati pristopno izjavo. To ni tako čisto enostavno do copaterjev priti, se tudi sam veš, ne. Ja, tu je pa iz tradicije, pa nekako copaterji so v preteklosti organizirali karneval na Dolu, sam sem se zelo rad udeleževal maškarade in pa, ko je to nekako potihnilo, to smo se tudi mi še takrat kot mulci skupaj spravili in 2 leti probali organizirati nek karneval mini tam na Dolu. 2 leti nam je šlo, no pa nikako ni bilo pri drugih tudi volje, tako da smo pol malo nehali. Dejansko sem se pa pol aktivno pridružil tudi copaterjem. Od začetka sicer deluješ, pač obiskuješ te prireditve, katere so v zadnjih letih pa tudi bolj na organizacijskem področju, pa tako, ko je Marko rekel, no sem tudi zdaj prevzel. Kaj odlikuje dobrega copaterja? Poslušnost, predvsem to, no. Hvala lepa. Iskrene čestitke, ti mi kar stane. Prva nominiranka za Zasavko leta po abecedi je Maja Gerčer, ki je bila v decembru 2024 nominirana za podjetnika leta Obrtne zbornice Slovenije v izjemni družbi, v kateri so bili še Janez Škrabec, Drago Belec in Peter Slatnar. Maja Gerčer vodi zasavsko podjetje AGM Nemec, ki je močno zasidrano v Zasavju. Uprava podjetja je na Marnem v hrastniški občini. Podjetje se ukvarja z gradbeništvom in gostinstvom, Maja Gerčer pa ga vodi preudarno in uspešno. V podjetju je zaposlenih 175 kakovostnih in motiviranih delavcev različnih poklicev. Direktorica pa se zaveda, da so ti ključni za uspešno poslovanje podjetja, so med drugim zapisali organizatorji v obrazložitvi nominacije. Delovanje podjetja in Gerčerjeve je v Zasavju vidno v številnih uresničenih projektih na gospodarskem, cestnem, komunalnem, stanovanjskem in družbenem področju. Z njo se bo pogovarjal novinar Marko Planinc. Najprej naj povem, da se bomo z Majo odtikala, ker sva oba z Dola, pa se že dolgo poznava, pa bi mi bilo nerodno, če bi se srečala čez par dni, pa bi mi zamerila, da sem jo vikal in mi naj bi dala za špricar. Ampak pri copaterjih pa nismo skupaj. Ne. Maja, kaj ti je pomenila nominacija za podjetnico leta v Sloveniji v družbi, v takšni imenitni družbi? Vsekakor je to priznanje za dosedanje delo, kljub temu, da sem na začetku bila kar zadržana do te nominacije, ker se mi zdi, da je veliko več ljudi, ki bi si to bolj zaslužili kot jaz. Je pa sigurno lepo, da te ljudje prepoznajo, verjetno zaradi tega, ker si predstavljam, da v našem podjetju gojimo pozitivne vrednote. Verjetno je tudi ta nominacija nekako priznanje, da je bila naša poslovna pot pravilna in da gojimo te dobre odnose do sodelavcev, do poslovnih partnerjev in do ostalih, s katerimi sodelujemo. Koliko je zaposlenih na današnji dan pri vas? Na AGM-u
tam nekje 175, z našo hčerinsko družbo Geokop nas je pa slabih 200. Koliko je žensk? Smo pa bolj ogrožena vrsta, nas je pa samo 16. Aha, in kako ženska obvladuje toliko moških na kupic, mislim, ker marsikatera v dvorani, verjetno še enega, težko. Ja, je kar zanimivo, je zanimivo, je marsikdaj izziv, je možnost, da kot ženska dokažeš, da v teh tradicionalno moških poklicih se tudi da funkcionirati in uspeti in zagotovo rabiš več časa, več energije, bolj je treba delati, bolj se je potrebno dokazovati, ampak ko pa enkrat, kot mi pravimo, ko te vzamejo v igro, je pa lušten in je super funkcionirati, včasih tudi kaki ženski prijemi v tej moški družbi so tudi prednost, tako da, ko me včasih vpraša, a je težko, ja, včasih je, ampak a je vredno, ja, absolutno. Vem, da je to ena redkih priložnosti, veste, da je Maja čisto prostovoljno prišla na oder. Po polnoči pa zelo rada grem na oder, pa še posluh takrat. No, hvaležni smo za to. Zahajaš redno tudi na gradbišča? Ja, to je pa čist rutina. Vsako soboto, to je najlepši del mojega delovnega tedna, ko ob sobotah pokrožim po gradbiščih, takrat se tudi s fanti, tudi kdo, ki drugače ne pristopi, mu je mogoče narodno pričo vseh, tudi pristopi, pove kako svojo težavo, najdemo kako rešitev, ja, tako da to je pa tako, to je pa za dušo, ja. V zadnjih desetletjih v Zasavju AGM Nemec gradi, bom rekel, kar večino objektov in ko se voziš po Zasavju, se voziš pravzaprav tudi po cestah, ki ste jih gradili. Kdaj zakoneš, ko ti avto strese ali pa kaj podobnega? Če je tudi tam, ko smo mi gradili, sam razmišljam, kako se bom zgovarjala, zakaj tista gumica tam na tistem jašku ne drži več tako, kot je treba, ampak ja, tudi včasih pridem do naših fantov, pa tudi rečem, fanti, tole pa nismo v redu naredili, tole moramo iti pa popraviti. Tako da, ja, seveda, tudi znam tudi zaklet kdaj. Na kateri objekt pa, ko vržeš oko v Zasavju, si najbolj ponosna, da ste ga zgradili? Ne bi želela kakšnega posebej izpostaviti. Je pa res, da na vsak objekt posebej nas veže kakšni spomini, kakšne anekdote, na vsakega smo ponosni, tudi na tistega najmanjšega, ker v bistvu smo tako začeli rasti, da smo začeli kopati z enim samim strojem. Je pa sigurno luštno pogledati objekte, recimo, ko se po kakšnem mestnem jedru sprehodiš, pa si rečeš, lej, tole smo pa mi zgradili, ali pa kakšen objekt, na katerem smo se kaj posebej novega naučili, taki, ki bojo tudi zanamci, ki so recimo zdaj že otroci ponosni na to, da smo to mi zgradili, ja, to je pa tako. Kje raje poješ kosilo, v Gulliverju ali K5? Ja, tele naše gostilne so mi kar v potuho, hvala Bogu, in glede na to, da me ni bilo skoraj nič doma, ko sta bila otroka mehna, tako da je bilo zlata vreden. Najraje grem pa kam čisto v kako drugo gostilno, ker sej to lahko moj partner tudi pove, ker kadar gremo jest k nam, sem čist nervozna in tako da sem prav hvaležna, če me kdaj odpeljejo kam v kako drugo gostilno. Maja, iskrene čestitke in poklon za vse opravljeno delo. Hvala lepa. Imam še nalogo, da povem naslednjo točko. Vem, da v njeni firmi imajo jo kdaj tudi za boginjo, ne, in Jure in Nika bosta sedaj predstavila posebno boginjo, naslov skladbe namreč Moja boginja, tekst pa je napisal Nander Zboršek, ki je dolga leta vodil tale delavski dom, v katerem se danes nahajamo. Izvolite.
Od boginje pa prehajamo k drugemu paru nominirancev. Kocke so se zložile tako in abeceda je pri tem pomagala, da sta bila prva nominiranca iz Hrastnika. Druga dva sta iz Trbovelj in tretja iz Zagorja. No, iz 3 občin, da ne bi kdo dlakocepil. Drugi nominiranec za Zasavca leta je Simon Las, ki je ob dnevu civilne zaščite na Brdu pri Kranju prejel zlati znak civilne zaščite. Lasu zaščita in reševanje predstavljajo način življenja. Poklicna pot je Simona Lasa od začetkov v Rudniku zanesla v Slovensko vojsko, kjer je 16 let opravljal delo v specialni brigadi, doma in v tujini. 12 let je bil zaposlen v regijskem centru za obveščanje, leta 2019 je bil imenovan za vodjo poklicnega jedra PGD Trbovlje mesto, v času epidemije koronavirusa je bil poveljnik štaba civilne zaščite občine Trbovlje, letos v času izrednih razmer pa je bil poveljnik štaba civilne zaščite za Zasavje. Bil je pobudnik zbiranja pomoči za prebivalce Petrinje ob potresu leta 2020, pobudnik nudenja pomoči občini Ljubno ob Savinji v času poplav. Okrog 30 let je član podvodne reševalne službe Slovenije, zadnje leto tudi njegov načelnik. Med drugim je tudi član predsedstva ZSČ Trbovlje, psihološki zaupnik v sistemu ZIR in predsednik DPD Trbovlje. S Simonom Lasom se bo pogovarjala novinarka Sabina Lokar. Dober večer, Simon, pozdravljen. Dober večer. Zdaj, ko sem poslušala, ima dan toliko ur, kolikor je Karmen naštela aktivnosti? Ja, tako je že prej bilo za Timija, ne? V bistvu kar mečken zmanjka časa, no, je tole že vseh skupaj kar velik. Tako da, ko bom rekel, ima to kur, ne, sej si kar vzameš, sej drugega ni. Zaščita, reševanje, kaj te je v začetku potegnilo v ta svet, da si rekel, to je moje poslanstvo, tukaj se jaz vidim? Ja, to je bilo pa, tako bom rekel, pač iz Rudnika sem šel v vojsko, pa pol po misijih po tujin, recimo pa na prvi misiji v Bosni me je zelo tako, rekel, prizadel, ko sem te otroke videl, te stvari, te, rekel, grde stvari, kakorkoli. In takrat sem je tako nekot obrl in sem rekel, dajmo nekot pomagati. Mi smo že v Bosni takrat organizirali zbiraje hrane za otroke pa take stvari. Tako se mi je zdelo, no, da en tak klik naredi od jab, ne vem, tako je ti mi rekel, mogoče si kar vajen za take stvari. Lepo delo, vse se dobro sliši, ko so stvari končane, ko se vse postavi na svoje mesto, ampak ko je pa stvar v teku, so pa trenutki kar hudi, treba se je marsikdaj odločiti med enim ali drugim. Kako se takrat počutiš, kaj takrat prevladuje? Če sem čisto iskren, sploh nič veliko ne razmišljam, ampak se kar odločim. Ni, pač odloči se v tistem trenutku, lahko tudi daj kaj narobe, čisto poprej povedal, ampak odloči se tako, ko misli, da je najboljše za pomagati, pač in stvari pa stejače, od zadnje sistem, se pravim, nisem, jaz, od zadnje so prostovoljci, gasilci, civilna zaščita, podvodna reševalna, gorska reševalna. Tukaj je en velik sistem zaščita reševanja, no, tako bo rekel, v celi Sloveniji. Pa moram reči, zelo dobro organiziran, v Zasavju pa še posebno. Od vseh teh sistemov, kateri ti je najljubši? Zelo težko, mislim, potaplja je tudi moje življenje, bom rekel, se pravi ta podvodna reševalna, ne bom rekel, da mi je najljubša, ja, mi prevlada, drugače pa v bistvu, bom rekel, kar kompleten sistem civilne zaščite. Kakšen trenutek, ki se ti je še posebej vtisnil v spomin v vseh teh letih delovanja? Ogromno.
Mogoče vezan na Zasavje, ko smo se odločili za Petrino, ki je bil tisti potres, pa smo govorili v gasilskem domu, mi damo neko pomagati neki, pa smo dali na Facebook, ne vem, zbiramo z Rdečim križem, smo se povezali, rekel, odličen. Ko so ljudje začeli nositi, to je bilo noro. Mislim, mi smo 7 ton zbrali v 8 urih. Iz celega Zasavja, bom rekel, tudi podjetja, ne vem, so pripeljali 3 agregate nove. Nikamor ne bomo povedali, kdo smo, ne rabimo reklame. To je tisto, no, ko se začuti, da je še človečnost. In tu, ko smo dol pripeljali, recimo, ko smo mi dol peljali v Petrinjo, to je bilo res, to je bilo še katastrofa, dol še njihove službe niso začele delati. Pač preko Potaplja, poznam tudi po bivši Jugoslaviji ljudi, so nas na meji pričakali, bom rekel, bed blue boysi, tet navijači, kao hrvaški, vsaka jim čast, recimo so nas peljali do Petrinja in dol sploh štab civilne zaščite še ni zalaufali, ne, so rekli, kar tele razložite, pa bomo mi nekam tu razstavljali, ne, pa sem rekel, ne bomo mi tako naredili, pa sem rekel, dajte nam enega častnika za povezavo, gremo mi po vseh in bomo sami delali ljudem tisto, kar rabijo, ne, in ko največ šteje, tiste učke, ko te pogledajo, rekel, ne znam povedati. Druga nominiranka za Zasavko leta po abecedi je Alenka Knez, ki je decembra 2024 prejela priznanje Zveze strojnih inženirjev Slovenije. Iz roda v rod si inženirstvo utira pot, saj je skupaj z možem ljubezen do inženirstva prenesla tudi na svoja sinova Jureta in Saša Kneza, ki sta danes uspešna na področju inženirstva. Alenka Knez je učiteljica z veliko začetnico. Kot strojnica iz inženirske družine od nekdaj razume pomen matematike za mlade, vpliv na razvoj talentov in povezavo s šolskim učenjem. Njena vrednota vse se da in sistematičnost dela sta bili opaženi že med 34-letnim delom v Srednji tehniški šoli v Trbovljah. Izkušnje dela v šoli še dan danes kot upokojena učiteljica po izobrazbi inženirka strojništva preliva v delovne zvezke in SOS šolo. Tudi v okolju je prepoznana in je bila večkrat nagrajena za izjemno delo. Z Alenko Knez se bo pogovarjala novinarka Sabina Lokar. Imam tremo, sem raje v razredu. Takole, še malo bolj pod luči moramo iti, pravijo. Opala. Alenka, sicer vse manjkrat, ampak mogoče še vedno velja tisti stereotip, da je tehnika moški svet. Kaj vi pomislite, če kaj takšnega slišite? Ja, da ni ta prav. Predvsem, da ni ta prav, zaradi tega, ker zdaj dekleta resnično lahko posegajo po področjih, ki v preteklosti niso bila možna, zaradi tega, ker so bila težaška. Strojništvo je bilo vedno vezano na neke težke predmete, umazano delo in tako naprej. Danes pa, če pogledamo sploh recimo v projektu Inženirka leta, oziroma tistem inženirji in inženirke bomo ravno prejšnji teden je bila podelitev, vidimo, da ženske segajo do neba in da tukaj vedno trdim, da ravnotežje moških in ženskih znanj je tisto, ki lahko pelje svet naprej.
Ste zagotovo ena od tistih učiteljic, ki jih učenci ne pozabijo kar tako. Kakšen je občutek, ko vas danes srečajo, ko vam povejo, ne vem, kako ste jim pomagali, kako ste se jim zapisali v spomin? Ja, nekaj jih je tle v dvorani, lahko kar direkt vprašate. Moram povedati, da ravno včeraj me je poklicala moja bivša učenka, dijakinja, ki je sedaj docentka na strojni fakulteti in ona je to ljubezen do tehnike prevzela pravzaprav verjetno veliko po moji zaslugi, potem je pa nadgradila, tako da vse se da. In ta vaš vse se da, je kakšen trenutek v karieri, ki bi ga s tem vse se da še posebej lahko izpostavili? To bi zdaj, teh trenutkov je zelo veliko, zato ker jaz trdim, da je življenje sinusoida, po matematično, to se pravi, greš gor, pa greš dol, pa greš gor, pa greš dol, s tem, da so lahko te amplitude včasih višje, včasih nižje, ampak če je pogum, če je volja, če je okolje, v katerem ustvarjaš, pripravljeno deliti znanja in izkušnje, jaz imam to srečo, da zdaj tudi na stara leta živim med krasnimi mladimi ljudmi in takrat, ko rečejo, ja, ta mlad so tak, pa tak, pravim, jaz imam srečo, jaz živim v takem okolju, kjer se resnično vse da in se tudi nikoli ne počutim staro. Odlično. Vaša ljubezen do tehnike, kar aplavz. Hvala. Ljubezen do tehnike preveva celotno vašo družino, oba sinova v tehničnih vodah. Ste jo morali navdušiti ali sta se že kar rodila navdušena? Ne, to vedno sprašujejo, kako nama je z možem to uspelo. Mi se v naši dobi odraščanja pravzaprav nismo veliko ukvarjali z otroci. Ni bilo tako, kot je zdaj, ko je otrok lahko projekt staršev. Mi smo pač imeli to srečo, da smo po moževi strani podedovali velik vinograd in sadovnjak na Dolenjskem in kljub najini zahtevni službi smo se zaradi spoštovanja do prednikov, ker dejansko so ti vinogradi lahko šolali mojega moža, se odločili, da bomo pač to negovali. In otroci so mogli zraven delati, in potem se naučiš in kosilnico in škropilnico in gledaš v reme in gledaš, kako ti toča vse pobije in kako spet začneš tisti trenutek obnavljati in si zelo ponižen do narave, pa delovne navade mimo grede pridobiš. Se najbrž sta velikrat godrnala, ampak tako smo živeli, preprosto. Danes se ukvarjate predvsem s SOS šolo, navdušujete za matematiko brez svinčnika in papirja. Kaj vas je pognalo to? Slab šolski sistem, vaša učiteljska žilica, vas je jezilo, da je matematika napačno razumljena v družbi? Ne, jaz mislim, da prvič pred 20 leti sem šla v pokoj prostovoljno in takrat je v prvem razredu tehnične šole, v prvem letniku sedelo 7 učencev. Torej propad gospodarstva, propad industrije zagotovo je vplival tudi na vpis v šolo. Danes sem vsa srečna, ker imajo v 2 oddelka strojnikov, pa še računalništvo in tako naprej, ampak takrat je bil že upad matematike. Matematiko pa strojniki rabimo kot orodje. In takrat sem potem tudi vnuki, se vsakokrat posebej zahvalim, sem začela spremljati 9-letko. Ta 9-letka je bila, veliko vzrokov je bilo premlad otrok, nepreverjeni učbeniki, prosti trg učbenikov in jaz sem začela to gledati skozi pač pomoč svojim vnukom. In takrat sem že videla, da bo katastrofa in seveda potem zgovorna, kakor sem ropotala na vseh vogalih, tudi ne vem kolikrat na Akademiji strojništva, da je to usodno. To je usodno za tehniko in če želimo, da ne bo kdo narobe razumel, jaz izjemno cenim družboslovce in vsi moramo biti, samo če ni veselja do matematike, se potem otrok v velikem loku izogne naravoslovnim poklicem. Alenka, čestitke za vaše delo in za nominacijo. Hvala lepa.
Živel je človek brez licence, človek brez slovenosti sice, specializam metanje polin, sladko so dokoli. Posod potiral je pregrade, domov našel le nagrade, vse prodajal je za pik, lizal sladoled. Namesto žlice jedel je z lopato in namašal vse bahato, in ko je sebe dal na puf, padel je v omot. Končno pa študiral je pravo in poznal si kroglo v glavo, žalostna izgleda, tukaj se nič ne da. Spoštovani, prej sem povedala, da so se letošnji nominiranci razporedili po parih in po abecedah, po občinah. Organizatorji pa so jim namenili tudi spraševalce iz istih občin. Marko prihaja iz Hrastniške, Sabina iz Trboveljske, Martina pa je rojena Zagorjanka na začasnem bivanju v Trbovljah. Pa predstavimo še zagorska nominiranca za Zasavca leta. Tretji nominiranec po abecedi je današnji glasbeni gost Jure Tori. Jure Tori, ki je tudi v letu 2024 močno oblikoval slovensko glasbeno krajino na različnih področjih. Nastopil je tudi na tekmovanju harmonikarjev v Italiji in se odrezal odlično. Je harmonikar in komponist, ki je trdno usidran v zasavskem prostoru, vendar izjemno prepoznaven v širšem slovenskem prostoru in tujini. Njegove pesmi izhajajo v učbenikih za harmoniko, njegova glasba je prisotna tudi v animacijah Dušana Kastelica, filmih Metoda pevca ter raznih dokumentarnih oddajah v Sloveniji in Avstriji. V svoje projekte vključuje glasbenike z vsega sveta, Avstrije, Italije, Kube, Argentine, Indije, Češke ter z njimi tudi redno nastopa. Ustvaril je nekaj svojih skupin, kot so Tori Tango, Tori Trio, Jurski par, Tori Story, Orlek, Flora in Paris. Igral je po vsem svetu, v Združenih državah Amerike, Rusiji, Avstraliji, Kitajski, Argentini, Iranu, Veliki Britaniji, Franciji, Češki, Slovaški, Avstriji, Braziliji, Argentini, Italiji, Hrvaški, Belgiji pa verjetno še kje. Z Juretom Torijem se bo pogovarjala novinarka Martina Drobne. Dober večer. Dober večer. Jure, danes vas kar nekako ne spustimo z odra. Že več kot eno leto dni veste, da boste nastopili na Zasavcu leta, zdaj pa še nominacija. A imate zaradi tega danes pred glasbenimi točkami kaj več treme kot ponavadi? Ja. Pa vas je sama nominacija za Zasavca leta presenetila? Ja, tudi.
Nominacije podelimo ljudem, ki so v preteklem letu dosegali izjemne dosežke. Na kateri svoj dosežek iz leta 2024 ste pa vi najbolj ponosni? Ja, težko bi zdaj samo enega izpostavil, bilo jih je več. Rečemo Orle, ki smo praznovali 35 let in je bilo to najlepše in najboljše leto Orle, ko mi smo 34 koncertov po celi Sloveniji, tako da je bilo res zelo luštno. Pa se vam je kak koncert še posebej vtisnil v spomin v celotni karieri Orleku? Lahko rečemo Kino Šiška, ne? Vsake 5 let in je divje zelo. Omenjeno je že bilo, da sodelujete v več glasbenih skupinah. Mogoče najbrž veste, koliko jih je vsega skupaj? Približno 10. Kdaj pa spite? Spim dost, ni problema. Glasbeniki lahko zjutraj počivamo. Okay. Kako usklajujete vse te obveznosti? Najtežje je usklajevati z mojim bratom Mitjetom, ki je nekje tle, ki je menedžer od Orlekov in to je najtežje, ne? Njega prepričati, da imam jaz nekje druge že koncert. Drugo pa gre nekako. Drugo pa nekako pol zlaufa. Ja, včasih sem žalosten, če kam ne morem iti, naprimer jutri bi mogel nastopati v Budimpešti, ampak imam že v Laškem v knjižnic nastop. In žal sem mogel pol odpovedati Budimpešto. Definitivno ste si prav prioritete postavili. Jaz sem želel spremeniti, ampak ni šlo. Kako sta se pa našla z Niko Zore, s katero danes skupaj nastopata? Ja, ona je bila nek skrivnostni gost moj pred leti na Polšniku. In ja, je se tako dobro obnesla, sem rekel, z njo morava pa še nekaj več narediti. Tako da zdaj igrava po couch festivalih, ravno v nedeljo se je zaključil, imela sva 5 koncertov, tako da morate začeti tudi v Zasavju organizirati couch festivale, tako da boste zelo uživali. Lani ste se, kot ste povedali v pogovoru za Savus, pri svojih rosnih 30 plus neki podlage prijavili na svoje prvo glasbeno tekmovanje. Odkot je prišla ta odločitev? To je bilo v Italiji, ne? Ja, čist sem bil depresiven, ne, januarja, februarja sem še zbolel, ko sem prišel od Zasavca leta, drug dan sem še igral, pa je bilo pa konc. Tako da, in pa sem rekel, nekaj moram narediti in slučajno dobim na mail, da se lahko prijavim in cajta je bilo dovolj, tako da sem se pač prijavil. Iz dolg cajta, no, tako. Kako ste se pa uvrstili? Ja, dober. Dobil sem srebrno priznanje za, ne vem zdaj točno, za jazz in pa za, oni pravijo nek virtuozo, solo virtuozo, tako nekako, ja. Zdaj pa slišati je bilo, da zlato so vam pa odnesli Kitajci. Vse. Zakaj so ravno oni tako dobri harmonikari? Ne vem, hitri so, pa ne vem, dobri so očitno. Ja. Očitno. Kaj pa vas najbolj navdihuje pri vašem ustvarjanju? Ja, ne vem, pač težko rečem, kaj me navdihuje. Nimam ideje, pač ne vem. Ne vem, se sprehajate po mestu, pa vidite nekaj, pa si rečete, aha, v telem bi bil pa dober komad. Ne. Ni, to pride, ko igraš klavir in igraš nekaj, ko že poznaš, pa pol kaj fališ in si rečeš, vse to je pa dobro. In potem začneš razvijati temo. Zdaj, kot vidimo, vi ste seveda virtuoz na harmoniki. Harmoniko ponavadi bolj, ja, nekaj ste hoteli reči? Ja, to besedo nerad slišim, pa vse posod jo ponavljajo. In ja, ker pol, če to rečeš, pol res mislijo, da si ne vem kaj. In ja, pa imaš še večjo tremo. No, ampak v vašem primeru je pa zaslužena vsekakor. Je zaslužena ta beseda v vašem primeru, vsekakor. Jaz mislim, da ne, ampak okej, če želite. Okej, no, deva se strinjati, da se ne strinjava. Kitajci bi lahko bili to. Ok, no, še eno vprašanje. Harmoniko ponavadi bolj povezujemo z narodno zabavno glasbo.
Kako se pa po vašem mnenju harmonika umešča pa v sodobno glasbeno sceno, popularno glasbeno sceno? Jaz mislim, da je dovolj že vse posod, da ni več ta problem, da je to samo narodno zabavni, ampak zdaj slišiš v pop glasbi v vseh zvrsteh že, ne? Tako da ja, jaz sem vesel, da je vse posod zraven, ne? Da zdaj lahko tudi jaz imam 10 bendov, enega rockerskega, enega pa tango, naprimer. Aha, kakšne žanre pa igrate s temi raznimi bendi? Ja, vse živo, tako, od popa snemam tudi za Flirte, sem snemal, naprimer, Orleki smo kaj bi rekli, etno-rock, tango, imam svoj tango band tudi, mimogrede reklama, če ne veste, kam za Valentinovo, 14. februarja v Piran, gledališče in pa 15. dol pri Ljubljani, tako da, še razne druge zasedbe so. No, Jure, za vaše neumorno, neutrudno ustvarjanje in za vse ostale dosežke seveda iskrene čestitke in čestitke za nominacijo za Zasavca leta. Hvala lepa. Tretja nominiranka za Zasavko leta po abecedi je Eleonora Kramar, ki je februarja 2024 prejela zagorsko plaketo dr. Slavka Gruma za uspešno 10-letno vodenje slikarske kolonije Izlake Zagorje. Znala je ohraniti veliko in pomembno vlogo druženja slikarjev v občini Zagorje v slovenskem in svetovnem likovnem svetu. Z velikim posluhom za likovno ustvarjanje, dobrim vodenjem in čutom za organizacijo tako velikega, pa vendar v velikih ozirih tudi intimnega druženja umetnikov, ki prihajajo iz Slovenije in vsega sveta, je uspela ohraniti kolonijo na najvišjem nivoju tovrstnih likovnih dogodkov. Eleonora Kramar je tudi odlična ekonomistka, ki je dolga leta opravljala odgovorne funkcije v podjetju Eti Izlake. Z Eleonoro Kramar se bo pogovarjala novinarka Martina Drobne. Gospa Eleonora, po poklicu ste ekonomistka, kot je bilo že rečeno. Kako pa ste zajadrali v umetniške vode? Najprej dam dva popravka. Jaz sem še vedno na odgovornem mestu v Etiju in slikarsko kolonijo oziroma svet slikarske kolonije vodim 20 let. Kako sem zajadrala, kaj jaz vem, vsak človek ima v sebi različne interese in tudi jaz sem že kot otrok imela veliko afiniteto do kulture, tudi sama sem se udejstvovala v baletu, v pevskem zboru Vesna in nekako vse življenje spremljam z velikim veseljem različne kulturne dejavnosti, prireditve in zdi se mi, da te to nekako tudi notranje bogati, vsaj mene. Torej, omenili ste, da vam je umetnost, kultura že od nekdaj blizu, a sami tudi kaj naslikate? Ne, naše društvo, mi smo organizatorji teh likovnih srečanj, slikajo pa oziroma ustvarjajo pa akademski slikarji oziroma kiparji, likovni umetniki, ki se nam priključijo. Kakšne hobije imate pa vi? Kot sem rekla, zelo rada spremljam različne kulturne dogodke, že od nekdaj sem se rada ukvarjala tudi športom, tako da predvsem za svojo rekreacijo in kondicijo se ukvarjam s hojo, plavanjem, smučanjem in tako naprej, pa precej časa zavzame pač delo, služba, tako da veliko več časa ne ostane. No, pa ko že omenjate službo, kateri so pa največji izzivi pri delu, s katerimi se soočate?
Kot smo opazili, ena skupna rdeča nit današnjih nas ženskih nominirank, da smo pravzaprav ženske v precej moškem svetu. Saj tako se je včasih reklo recimo elektrotehniki oziroma področju branži, kjer je eti dejaven. Tako da jaz sicer sem vedno to smatrala kot prednost, posebej, ker na vseh sestankih in tako naprej nisem čutila nobenega pritiska, da pač kot ženska ne bi mogla teh stvari dobro upravljati. Tako da lahko rečem, da sem ponosna, da 38 let sebe smatram namreč profesionalno predvsem kot etiovko, da že teh 38 let ustvarjamo skupaj s številnimi kolegi uspešno zgodbo etija, ki se je iz enega podjetja slovenskega, dejavnega predvsem na jugoslovanskem trgu, preoblikoval v uspešno mednarodno podjetje, ki prodaja svoje izdelke v 80 držav, ki svoje prihodke več kot 90%, 94% prihodkov ustvarja na mednarodnih trgih, v dnevni veliki konkurenci globalistov, kot so Siemens, ABB in tako naprej. Tako da predvsem sem ponosna na ta del svojega delovanja. Pa če se vrneva malo mogoče nazaj na ženske v vašem poklicu in v družbi nasploh, se vam zdi, da smo danes ženske dovolj slišane in upoštevane? Mislim, da čezdalje bolj. Nisem nikoli čutila tega, da bi bile ženske bistveno premalo slišane. Mogoče so bile razlike v plačah, ali so to nekatere čutile mogoče dosti bolj kot jaz. Mislim, da čezdalje bolj, tudi gospa Alenka je lepo povedala za strojništvo. Če pa se navežem na recimo likovno umetnost, prvih 30-40 let so v kolonijo prihajali samo moški. Danes se vpiše na Akademijo za likovno umetnost v Ljubljani 70% žensk. In tudi, če pogledamo vpise na druge fakultete, mislim, da vidimo, da se ta mogoče malo predsodek, malo pa tudi dejansko stvar bistveno spreminja. Pa se je mogoče udeležba na koloniji prevesla mogoče v prid žensk organsko, ali ste vi se kaj aktivno trudili za to? Prav tudi zaradi tega razloga, ker je tudi, bom rekla, čezdalje več žensk slikark akademskih, malo pa tudi sami mi skrbimo za kvote, čeprav mi ta beseda pravzaprav ni všeč. Kolonije se udeležujejo slikarji z vsega sveta. Kako se vam pa zdi, da Slovenija obravnava umetnike v primerjavi z drugimi državami, kot slišite recimo od drugih udeležencev, udeleženk? Jaz bi tukaj kar ene 3 paralele mogoče postavila. Ko pride nek turist v Slovenijo prvič, se mu zdi, je navdušen. Je Slovenija lepa, ponudi dobro hrano, ljudje so prijazni, narava je krasna. Ko pride recimo kupec, prvič potencialni kupec v eti, je navdušen. Vidi, da gre za eno resno firmo, da ima zadaj postavljeno tehnologijo, znanja na svetovnem nivoju, ljudi, ki so predani in zavzeti pri svojem delu. Ko pride nek slikar ali pa likovni umetnik prvič v našo kolonijo, je navdušen. Prvič, ko vidi, mogoče ali je to tujec ali domačin, sploh domačini iz drugih krajev, ko pridejo v Zasavje, mogoče s kakšnim predsodkom, se jim to v hipu razblini. Lepa narava, prijazni ljudje in pa tisto nekaj, kar Zasavje ima, vedno grejo ljudje navdušeni iz teh kolonij. In mogoče mi vsi premalo to cenimo, premalo to upoštevamo, premalo to vemo. Poglejmo okrog sebe, pa se tega včasih bolj zavemo. Gospa Eleonora Kramar, naj vam na tej točki izrečem iskrene čestitke za nominacijo za Zasavko leta in za vse vaše dosežke.
Hvala. No, zdaj pa nadaljujemo z glasbenim programom. Naslednja pesem bo govorila o človeku, ki ga pravzaprav vsi poznamo in Zasavci imamo za njega celo en poseben izraz. To je, saj veste, bitje, ki je na trenutke nerodno, nespretno v gibu in v besedi, včasih pa tudi celo neolikano, neomikano in celo neotesano. Govorim seveda o Hodretu, ki je tudi naslov naslednje pesmi, sledila pa ji bo pesem Kursk.
narišem tirani Marjan, zraven narišem srce, ki bije samo za naju dva. Našli so mokro pismo, na njem razmazano srce, ljubezen umrla je na dnu podmornice. Spoštovane Zasavke in Zasavci, med nami danes z veseljem pozdravljamo dva zasavska doktorja, ki nista zdravnika, znata pa nekako skrbeti za dobro počutje ljudi. Sedaj sta oba učitelja, še lani na proglasitvi je bil to le eden od tega para. Za njegovo pedagoško delo, ki močno odstopa od povprečja, smo lani podelili naziv Zasavca leta 2023 doktorju Urošu Ocepku. Za izjemno delo v varstveno-delovnem centru in uvajanje novosti v institucionalnem varstvu odraslih pa je prejela naziv Zasavka leta 2023 doktorica Špela Režun. Ob koncu leta je mesto direktorice VDC Zasavje zamenjala za mesto učiteljice na gimnaziji in ekonomski srednji šoli Trbovlje. Odločila sta se, da bosta o Zasavju, Zasavkah in Zasavcih spregovorila kar skupaj. Prav gotovo bo to govor, kot ga še ni bilo. Lepo povabljena na oder, spoštovana Zasavca leta 2023. Spoštovane Zasavke, spoštovani Zasavci, lepo pozdravljeni v imenu obeh. Ja, Marko je naju nekako prosil, da bi skupaj povedala, tako da ni bilo čisto prostovoljno, ampak se veste, če damo učitelju priložnost, da nekaj naredi, potem to sva s pridom izkoristila, tako da bova nekoliko po svoje in malo drugače tudi povezovala ta del. In seveda za začetek, ker lansko leto so se zahvaljevala, zdaj pa morava se tudi kaj pohvaliti, pa deva poiskati, kaj imava skupnega, kaj imata zaenkrat še aktualni Zasavc in Zasavka leta skupnega. Ja, s skupnimi lastnosti sva rekla, da začneva zaradi tega, če se ti hočeš dobro povezovati pa sodelovati, je fajn, da najdemo med sabo podobnosti, ker vsi jih imamo. In če začnem z najnimi črnimi očali, ki so črna, vendar oba dva svet skoznje vidva rožnato, potem oba dva rada nosva hlače, oba dva, ko sva šla kdaj v gostilno kaj pojesti, sva si naročila ligne, potem oba dva sva zelo trajnostna, tako da najne garderobne omare, Uroš se je pač posebej oblekel, pa ima to zdaj za naslednjih 30 let po mojem. Ja, mrz kakšen kos garderobe imava še iz srednje šole. Jaz si za take prireditve
sposodam, lansko leto od sestre, letos od svoje sodelavke, tako da pač na tem področju sva zelo trajnostna. Je pa tako, da sva oba rojena v Trbovljah, obiskovala sva oba osnovno šolo Ivana Skvarče, potem oba dva gimnazijo in ekonomsko srednjo šolo v Trbovljah. V najinih imenih je črka Š, pri meni na začetku, pri tebi na koncu, tako da šola nama je usvojena, bom rekla, in to vseživljenjsko učenje, kot tudi doktorat, pa tako smo slišali, nisva ne doktorja, ne profesorja na akademijih oziroma na fakulteti, ampak srednješolska učitelja, ki se zavedata pomena povezovanja, sodelovanja, in v najini karieri sva se pogovarjala, da bi si želela videti zasavski srednješolski center, kjer bi si lahko profesorji in vse skupaj delili neke sinergije, in jaz mislim, da bi tukaj bil zelo velik napredek, če bo kdaj v najini dobi še do tega prišlo. Ja, sicer ne se ja preveč bogostrunsko govoriti, seveda, kako je, če malo se izpostaviš. Si pa pozabila povedati to, da rada greš na Hrstelovo skalo in gledaš proti meni oziroma proti župnijski cerkvi, kjer sem pozlatil urine kazalce, čebulno bunko in tudi križ, tako da opazuješ nekaj mojega, kljub temu, da živim v Trbovljah. Potem najini začetki segajo tudi na področju inoviranja, ti v VDC-ju, jaz seveda tudi na svojem učiteljskem poklicu, in sta se srečala mogoče med prvimi tudi v Kristalni dvorani, tukaj čez, kjer pa je bilo skoraj nama usvojeno, da bi morala meni sedeti v naročju, ampak so organizatorji nekako našli. Tako da se sprašujem, glede na to, da imamo toliko stvari skupnega, če nama vesolje kaj sporoča, ker očitno vse sva že počela, samo še bajte nisva zgradila v Zagorju, ampak to je Vlado Poredoš, lanskoletni oziroma najin predhodnik. Tako, zdaj pa mislim, da je čas, da greva v drugi del. Ja, da ne bova govorila o zgodovini, če sva pač inovativna, deva še danes nekaj narediti. Marko nama je prepustil oder, tako da učitelji imajo avtonomijo, čeprav velikrat je drugače rečen, sam avtonomija pa pomeni, da lahko, če si nekaj želiš, marsikaj spremeniš in narediš. Tako da medva sta si danes mislila eno novo nominacijo, tako da zakaj gre, bo pa kar Uroš prebral, pa bomo potem na koncu povedali, kakšna nominacija je to na tej prireditvi Zasavc leta. Tako je, kar lahko, pa dajmo malo samovoljno tudi narediti. Bom začel najprej z branjem. Ko stopi v prostor, se zdi, da se takoj začnejo prepletati zgodbe, spomini in da črke prepletajo venec zasavske trme in ustvarjalnosti. Ta zasavski, televizijski in tudi časopisni alkimist je desetletja prelival črnilo, spremenil v zgodovino in v živo tkano tkanino Zasavje. Njegov pečat je zapisan v člankih, televizijskih prispevkih, knjigah in celo v zelo nenavadnih maratonih. Kdo drug bi rudarsko dediščino tako kreativno prenesel v adrenalinske preizkušnje in dogodek poimenoval Jamaklon? In kdo drug bi žene in dekleta poslal v jamo? A oseba, o kateri govoriva, ni le kronist, je srce in duša zasavskega dogajanja. Neustavljiv motor, ki ga ne ustavi niti upokojitev. Čeprav bi si kdo mislil, da bo novinarsko pero zamenjal za upokojenski gugalnik, je resnica drugačna. Še vedno je tu, z ostrim očesom, z digitalnim peresom, ki piše tako hitro, kot minevajo dogodki. Danes je na vrsti on, ne kot pripovedovalec, ampak kot junak te najine zgodbe. In ker želiva kot Zasavka in Zasavc leta 2023 pustiti pečat, samovoljno ustvarjava novo kategorijo, ki naj postane tradicija. Od letos naprej naj se nova kategorija imenuje Najzasavski penzionist, penzionistka leta. In čas je Špela, da ga podeliva prvič naziv Najzasavski penzionist leta. In če kdo, potem je to on, ker njegov duh je tako uničljiv kot zasavski premog in njegova ljubezen do domačega Zasavja tako globoka kot naši rudarski rovi. Špela. Marko Planinc.
Tega ni nihče vedel, niti organizatorji, tako da sva skrivala do zadnje sekunde. In Marko, ker za prehod v novo vlogo nisi imel spremnega izpita in ker si dva učitelja nekako pozval, da naredite nekaj drugačnega, mora seveda vsak zastaviti neko učiteljsko vprašanje. In ker običajno upokojenci veljajo za modre ljudi, pametne, ki imajo na vsako stvar tudi odgovor, pa dajva začeti z nekaj osnovami in recimo, ker sem učitelj matematike in računalništva, zakaj za vraga znak 1 tudi v resnici pomeni vrednost 1? In zakaj znak 2 tudi v resnici pomeni vrednost 2? Če pomeni. Kaj pa če ne? Pomeni. Ja, to ti praviš. V matematiki verjetno ja, v življenju pa ne ravno vedno, ne. Zdaj, če se vrnemo malo v zgodovino, pa da še malo publiko podučiva. Namreč znak 1 se je, tako kot nekoč, zapisal kot ena kljukica in ena kljukica ima en kot. In znak 2 se je nekoč zapisoval kot Z, ima 2 kota. In če tako nadaljujemo se do konca, čisto vsak znak, seveda na stari način, ima točno toliko kotov, kot ga opisuje ta vrednost. In običajno me dijaki vprašajo, kaj pa nič? Ja, nič je pa krog, nima kotov. Evo, Marko, ne se sekirati, jaz tudi nisem vedela, ko me je rekel, pa imam dr odpred, tako da sam, ok, to je nekaj takega, jaz pa nekaj takega življenjskega. Se mi zdi, ko gre enkrat človek v penzion, je ful fajn, da imaš vizijo, tako v življenju, da imaš cilje, ne? Tako da bi te vprašala za eno tvojo SWOT matriko, pa ne bom rekla zdaj, da pove, kaj je to SWOT, ampak kaj so prednosti, eno prednost, eno slabost, priložnost, nevarnost, ko jo vidiš zdaj v prehodu, ko si penzionist? Največ problem je v tem, da se ne počutim kot penzionist, ne. To je sam stvar življenjskega, pač, ko priješ pač tam nekje, ne, to je stvar, tako kot se nekam zaposliš, si tam zaposlen, pa bi lahko bil tudi kje drugje, ne. Ne vem, mene sploh ne moti, da sem penzionist, kot je rekla že prej Alenka Knez, počuti se star, kakor si star, počuti se delovn, kakor si delovn. Če si med mladimi, če si med ustvarjalnimi ljudmi, se ne moreš postarati nikoli. Moj oče je star 89, pa ni star. Ne? Poznam pa kar nekaj ljudi, ki so stari tam okrog 30, pa so stari. Tako da meni penzija v bistvu pomeni pač en status v življenju, drugače pa fajn je, če lahko delaš, dokler si živ, ne. In to je moj cilj, recimo, v življenju, da lahko delam, dokler bom živ. Kot vidimo, je Pijati je dolgo, ne, to je treba še povedati. Običajno dijaki so bolj kratki za odgovori, oni se potrudijo, tako da iskrene čestitke in mala pozornost od naju. Tole pa šopek svinčniki, da bo lahko še naprej veliko. Vidite, takole je, če prepustiš mikrofon ljudem, pa jim ne poveš, kaj morajo povedati, ne, pa prije do takih stvari. Najlepša hvala, se moram zahvaliti za to pozornost. Bil sem ganjen, ko sta brala obrazložitev. Mislim, vse življenje človek nekako spremlja Zasavje, ga ima v srcu in jaz sem tudi pri svojem delu vedno, tudi ko sem delal za nacionalne medije, imel Zasavje v srcu in predvsem zasavske ljudi, ker se mi zdi, da so čudoviti ljudje in zato tudi verjetno že 12. proglašamo Zasavca leta, ker tako odlične ljudi, kot jih imamo v Zasavju, jih imajo malo kje in tudi danes ti pogovori, če jih premeljete pri sebi, so dokazali, da je
bilo danes tu na odru 6 res čudovitih ljudi in jaz sem ponosen, da sem jih lahko prepričal, da so prišli na oder, da so sprejeli nominacijo, ker se mi zdi, da so vsi res naredili ogromno in za celo Zasavje, ne samo za svoje občine in me veseli, da vedno znova, vsako leto znova, včasih že rečeš, vse letos pa ne bo ravno nabora, pa tako naprej, ampak pa vidiš, da so Zasavci in Zasavke neusahljiv vir odličnosti in ta odličnost je lahko res velika prednost Zasavja. Zdaj sem se že razgovoril, se opravičujem, ampak sta me tako spravila do ganjenosti, da se ne moramo ustaviti. Hvala lepa. Hvala lepa doktorici Špeli Režun in doktorju Urošu Ocepku za tale zanimiv govor in pa nenačrtovan vložek. Spoštovane in spoštovani, čas je, da pade odločitev. O njej so odločali člani akademije, v katero je uredništvo Savusa povabilo ljudi, ki so povezani z Zasavjem in ga uspešno predstavljajo na različnih področjih. Izbirali so med 3 nominirankami in 3 nominiranci, ki smo jih danes še malce bolj spoznali. Proglasitev ni tekma. Vsi, ki so nominirani, si ta naziv zaslužijo. O dobitnici in dobitniku so odločili glasovi, ki smo jih prejeli v naše uredništvo. Na vse nominirance smo upravičeno ponosni, kot smo lahko ponosni na vse Zasavke in Zasavce, ki tako ali drugače premikajo meje. Velike, pa tudi majhne, včasih v življenju ljudi, še bolj pomembne. Prosim doktorja Uroša Ocepka in podpredsednico Akademije Zasavc leta Metko Podpečan, da razglasita dobitnika priznanja Zasavc leta 2024. Tablico maknil. Čustva. Bova skupaj? Lahko. Spoštovane dame, cenjeni gospodje, z veseljem sporočamo, da je Zasavc leta 2024 Jure Torik. Tale delček si je verjetno zamislil Jure, ker je rekel, seno treba nič govoriti, ne? Jure, jaz te kljub temu povabim k mikrofonu, da nam nameniš nekaj besed. Izvoli. Na kratko. Vesel sem, da sem dobil tako lepo priznanje. Hvala vsem, ki ste glasovali za mene, čeprav bi tudi drugi si zaslužili. Zdaj bom imel tremo cel let, kaj naj naslednji let povem. Tako da si bom poslušal posnetke še malo drugih, da vidim, kako to zgleda. Najlepša hvala.
Zdaj pa prosim še lanskoletno dobitnico priznanja Zasavka leta, doktorico Špelo Režun, da skupaj s podpredsednico Akademije Zasavc leta Metko Podpečan razglasita dobitnico priznanja Zasavka leta 2024. Ne vem, veš, kaj sem bila včasih črna, tako da... A ja, dobro. Po mojem nama bo šlo. Greva skupaj. Spoštovane dame, cenjeni gospodje, z veseljem sporočamo, da je Zasavka leta 2024 Alenka Knez. Seveda tudi gospod Knez vabim k mikrofonu, da nam nameni nekaj besed. Lepo prosim. Jaz moram povedati, da se zdaj počutim tako majhno, zaradi tega, ker sem poslušala svoji kolegici in oni dve ustvarjata delovna mesta. In ko v katapultu gre roba ali od Čipola ali od Monodaka ven po hodniku na tist DHL ali kaj že potem odpeljajo, jaz to pobožam in rečem, tukaj je moja penzija. In ne vem, če v teh mojih letih, če je res tole primerno, da sem jaz deležna te nagrade, mi pa zelo veliko pomeni, ker že iz srednje šole sem vedno govorila, jaz sem zasavski svetovljan, pa se niso občine vedno najbolj zastopile med sabo, in moram reči, da bi tole podelila z vsemi, ki imajo v rokah spretnosti, ki imajo v glavi misli svoje, pogum in voljo in v srcu Zasavje. Zelo sem počaščena in ganjena. Hvala lepa. Drage obiskovalke in obiskovalci današnje prireditve, z udeležbo na naši prireditvi ste imeli privilegij, da ste spoznali še nekaj čudovitih ljudi, ki nosijo ime Zasavja širom po naši domovini, Evropi in svetu. Po končani prireditvi ste povabljeni, da se zadržite v naši družbi v neformalnem pogovoru v stekleni dvorani našega delavskega doma. Zasavci se vendarle znamo pogovarjati in takšna srečanja so vse preveč redka v naši regiji, da ga ne bi izkoristili. Mogoče pade kakšna dobra ideja, po prireditvi pa bo čas tudi za čestitke. Vse dobitnike priznanj in nominirance vabimo, da se po prireditvi še enkrat povzpnejo na oder za skupno fotografijo. Program bomo končali še enkrat v družbi harmonikarja in komponista Jureta Torija in pevke Nike Zore, ki sta tako lepo zaokrožila naše druženje. Upam, da vam je bilo v naši družbi prijetno. Vse lepo in uspešno do konca leta 2025 vam želimo. Že od začetka leta se pišejo nove, uspešne zgodbe in niti najmanj nas ni strah, da ne bo tudi izbor Zasavca leta 2025 postregel z izjemnimi imeni izjemnih Zasavk in izjemnih Zasavcev. Nasvidenje čez leto dni v Hrastniku. Srečno!
pisam, poišči mesti. Njej te ponesem, je vas moj navdih. Najdi me pisam, poišči mesti. Njej te ponesem, je moj navdih. Ker ta večer je čudežna ti, ko da slišim vsak tvoj dih. Nemo slika se pretaka za tvoj dotik. Podvig src, ki rada biti, ko bi hoteli v eno se zliti. Iščeta varni pristan, nje pričaka ta dan. In kako naj opišem senci najnih teles, ko nas ni